Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, dobrodošli v oddaji Reflektor. Slovenski pregovor pravi, da kdor poje, dvakrat moli, in zato bo danes beseda v oddaji tekla o glasbi in njenem mestu v krščanski veri. Z mano danes v studiu sta gospa Cecilija Oblonšek, mama, žena, asistentka na Teološki fakulteti, strokovna sodelavka na Zavodu za cerkveno glasbo. Z nami je pa tudi Ana Bec, magistra glasbene pedagogike na Akademiji za glasbo, zborovodja in učiteljica, profesorica glasbe. Dobrodošli v našem studiu. Pa bi začeli kar mogoče s prvim vprašanjem, pa bi vaju takole vprašala. Ko stopi človek v cerkev, ima včasih občutek, da celotno občestvo poje in sodeluje pri maši. Včasih pa ima človek občutek, da sodelujejo samo ali pevci na koru ali pa samo župnik. Zakaj je to tako? Mogoče je župnik rad solist. Ne živite sanje. Lahko je to, čeprav upam, da ne. No. Drugače, jaz bi takoj rekla, da to dostikrat opazim. Ja. Zlasti ta fenomen v slovenskem cerkvenem prostoru, da ko je pevski zbor na koru, ljudje razumejo, zdaj pa pojejo profesionalci. In ljudstvo molči, zbor pa prevzame to vlogo liturgičnega, se pravi sodelavca oziroma služabnika pri liturgiji, kar je do neke mere res, ker to je liturgična služba, pevec, kantor, organist. Po drugi strani pa seveda je vsekakor popolnoma v nasprotju z naravo liturgije, da bi pel samo profesionalni glasbenik. Namreč določeni deli pri bogoslužju so absolutno namenjeni ljudstvu oziroma mora ljudstvo te dele prevzemati. Tako da lahko je to razlog, kjer pa ljudje pojejo, pa jaz mislim, da so znali v župniji v pravo smer stvari obrniti in da so hkrati našli eno ravnovesje, se pravi med tem zborovskim petjem, ljudskim petjem, temi osnovnimi liturgičnimi deli, ki so v bistvu v gregorijanskem napevu, kjer bi najprej ljudstvo sodelovalo, se pravi z amen in s tvojim duhom in tako naprej. Pa kjer jaz sem prepričana, da je imel župnik tu eno pravo smer liturgične vzgoje svojih vernikov, no? Da je šlo v tej smeri, da pač sodelujejo. Ja, jaz sem tudi to, da bi celo občestvo pelo, doživela predvsem v kakšnih bolj zaprtih skupinah, kadar je recimo maša za neko zakonske skupine, za skavte, za oratorij in tako. Ko pač je neka zaprta skupina, ki pripravi mašo in potem tudi zna pesmi, pa se nekako so se na to pripravljali tako, ne, v nekih čist popolnoma običajnih župnijah, nedeljskih mašah, v nekih pastoralnih skupnostih pa to zdaj kar malo izginja in jaz mislim, da tle zdaj je to stvar vzgoje, vzgoje ljudstva, ker se je nekje to izgubilo ali ne vem, pa tudi malo te človeške psihe. Jaz na svoji poklicni poti srečujem ogromno ljudi, ki se mi opravičujejo, ker pojejo, ali pa ker se mi opravičujejo, jaz pa to ne znam, jaz pa res nisem talentiran, jaz pa nimam posluha. Jaz pa nimam posluha en stavek, ki ga jaz si tako želim boriti proti temu v življenju, ker ni res, mislim, da dokazano mogoče 1 do 2% ljudi res mogoče nimata nekih predispozicij, da bi razvila posluh, ampak ostali pa pač eni imamo bolj razvitega, eni imamo manj razvitega, ampak mislim, da cerkveno petje absolutno tukaj ni zdaj čas in prostor, da presojamo te stvari, ker je namen popolnoma drug. In tako se mi zdi, smo se obrnili tako na ta svoj osebni kompleks, nase, kaj bojo pa drugi rekli, vse te komplekse, ki potem tukaj prijo na dan. Druga stvar je pa res, da ljudje ne vejo, ljudje ne poznajo več toliko samih napevov, samega poteka liturgije, samega mesta glasbe, kdaj in kaj in zakaj se kaj poje. Tudi meni, ko sem začela z vlogo neke cerkvene glasbenice v 2., 3. letniku srednje šole, ko sem prevzela zbor, pela sem že prej, ampak greš v zbor, dobiš note, narediš to, kar ti reče, ne razmišljaš toliko, ne. Ampak pol, ko pa sem sama začela se s tem ukvarjati, so res stvari, ki jih ne veš, In zdaj mogoče naučimo tistega 1, 2 človeka v fari, ki imata potem zbor, da se s tem ukvarjata neke širše javnosti, pa pač ne izobražujemo v to smer. Pa tudi mogoče se mi zdi, da to, kar praviš, po eni strani je neki kompleksi, da jaz pa že ne bom pel, jaz ne znam peti. V cerkvi pa še mogoče ta vidik, tudi ne samo na področju petja, tudi na področju nasploh sodelovanja pri bogoslužju,
da smo v eni taki coni udobja. Jaz bom tisto 1 uro tam, sedel bom v klopi, bom In se naredil mogoče še kaj kljukico. vstal pa pokleknil, tako opravil bom svojo dolžnost, kaj več mi pa ni treba. Petje pa je dejansko prva oblika tak enega stopanja iz cone udobja. Se pravi, meni je dalo to zelo misliti, jaz sem bolj tak po naravi zadržan pevec, se pravi, bom z veseljem pela v cerkvi in nekako ni mi pa blizu, ne vem, slavljenje v tem smislu, da bi dvignila roke, da bi tak s telesom sodelovala in ta vidik slavljenja pač mi ni toliko blizu, sem pa enkrat, mi je bilo zelo dragoceno, ko sem prebrala eno izjavo enega gospoda iz Prenoje v duhu, ko je dejal, to sicer se ne tiče direktno mogoče petja v liturgiji, ampak se mi zdi ta vidik sestopanja iz cone udobja je pa tu zelo dragocen, da se tako kot se je kralj David, ki je v bistvu plesal pred tisto skrinjo zaveze, pa ga je potem žena celo grajala, sramoto si naredil. Se mi zdi, da tudi s petjem do neke mere na tak način pozabljamo nase in stopamo v odnos z Bogom. Ker petje v cerkvi ni, prvič ni nastop, drugič ni to, da bomo ugajali ljudem v cerkvi, ampak je najprej v bistvu slavljenje Boga. In tu seveda v idealnem pogoju to delam prav z Božjo besedo, se pravi to, o čemer pa bomo morda še kasneje govorili, da je petje v bistvu same Božje besede, najbolj idealna oblika liturgične glasbe, ampak se mi zdi ta vidik je zelo važen, da tu mora človek do neke mere dozoreti, da zna se stopiti iz tega, da pozabi na to, kak vtis bo naredil. Zato, ker je v bistvu prišel v eno fazo, kjer res časti Boga tudi s svojim glasom. Tako da tu, kar pa praviš vzgoja, se mi zdi, jaz se na Zavodu za cerkveno glasbo zelo ta vidik želimo osvetljevati, ker vidimo, da je pač po župnijah je res kar krizno stanje. Se mi zdi, da so če imaš trije načini so, na katere lahko to ljudsko petje na najboljši način spodbudiš. Eno je seveda, se mi zdi idealna oblika, je oblika kantorja, se pravi ta liturgična služba, da je nekdo stopi pred ljudi in spodbuja petje. Druga oblika je v bistvu to, kar smo včasih imeli, so bile pesmarce, danes pesmarc ni več, ampak vendarle imamo sicer oblikovno malo gršo zadevo, to so projekcije v cerkvi, ki pa če jih že imamo, jaz nisem navdušenec nad njimi, ampak če jih že imamo, jih pa lahko izkoristimo v pozitivni smeri. Se pravi, res lahko za liturgijo vsakič posamezno pripravimo projekcije pesmi in s tem omogočimo sodelovanje. Tretja oblika je pa vaja, se pravi vaja pred mašo, ki po moje 50% izboljša situacijo glede sodelovanja. Se pravi, lahko rečemo, da je glasba v bistvu služabnica bogoslužju. Kako potem izbiramo glasbo, ki je primerna za bogoslužje? So kakšna pravila, so kakšne smernice? Jaz se včasih kar malo pohecam, da je že ta izraz, da izbiramo glasbo za bogoslužje, malo ponesrečen, ko v bistvu ne izbiramo mi glasbe, ampak je glasba že, oziroma lahko izbiramo melodije, ne moremo pa izbirati besedil, ker pravzaprav, če bi podrobno pogledali, je liturgija tu zelo jasno določila, kaj bi se naj na katerem delu bogoslužja pelo. Tako da seveda smernice vsekakor so, celo zelo jasne. Smo si jih pa malo prilagodili, zlasti v zadnjih desetletjih. Do neke mere smo si jih lahko, ker se je vseeno situacija precej spremenila, po drugi strani pa smo si kakšna navodila liturgična zelo po svoje interpretirali. Zato se danes dogaja, da imamo pač disko v cerkvi, lahko malo karikiram, ampak lahko srečamo situacijo v cerkvi, ko res ne veš, ali si prišel v neki klubski prostor ali si prišel v bogoslužni prostor. Se pravi, prvo pravilo, ki nam, ali pa bom rekla, prvi rek, ki nam veliko pove o glasbi v bogoslužju, je ta, da ne pojemo pri maši, ampak pojemo mašo. Ampak vidim, da se ta parola dostikrat zdaj pojavlja, se pa spet razlaga po svoje. Ampak dobesedno pravzaprav, če zelo natančno pogledamo na ta rek, pomeni to, da se res mi podredimo bogoslužju. Se pravi, bogoslužje je za nas predpisalo, kaj so molitveni deli pa pevski deli bogoslužja. In če želimo res v polnosti vršiti ta stavek, da pojemo mašo, potem se podredimo liturgičnim besedilom. Se pravi, zdaj tako v zelo hitrem preseku, zlasti stalni mašni spevi, to je Gospod usmili se slava in ti deli, ki so res se stalno pojejo, ti se podredijo, tam se glasba podredi besedilu. Se pravi, res vzamemo besedila iz rimskega misala, se pravi uradno besedilo katoliške cerkve in temu melodijo podredimo tako, da je lahko
petje res, besedilo res v polnosti izmoljeno, zato ker sicer, v bistvu če ne bi peli, bi te dele molili. Če pa jih pojemo, smo res vernikom dolžni omogočiti, da te dele z pesmijo zmolijo. Potem je pa ta drugi segment, so pa ti spremenljivi ali posamezni maši lastni deli. Tu si tudi zelo vzamemo veliko svobode, do neke mere si je malo več lahko vzamem kot pri stalnih mašnih delih, vendarle pa so tudi tu predpisi, ne? Se pravi, da bi res naj sledili delu maše, potem liturgičnemu času, potem temu, kar sama liturgija predvideva, marsikateri glasbenik v bistvu sploh ne ve, da v misalu recimo ima duhovnik predpisano besedilo, vrstico iz Svetega pisma, ki bi se naj recimo v začetku maše zapela ali pa za obhajilni spev, ne? In vsaj tako lahko se priličimo temu, da pogledamo vsebino, pa poiščemo pesmi, ki so vsaj blizu tej vsebini, če že ni tega ideala, da pač pojemo res Božjo besedo. Ker če pa pojemo Božjo besedo, se potem tu dejansko izogneš vsaki dilemi, a je to pravoverno, a so tu kakšne, ne vem, protestantske primesi, ki imamo zdaj dostikrat težave s temi pesmimi sodobnimi. Tu ni dileme, ne? To je čista Božja beseda. Ja. Včasih potem tudi jemljemo sodelovanje zbora pri maši kot nekšen koncert, ne? Ja, to je zelo hitro. Jaz mislim, da danes imamo itak ljudje generalno težavo se podrejati čemerkoli. Kdo bo pa meni kaj govoril, pa moja svoboda, pa jaz kot izjemen posameznik in tako. Imamo res težave in to je pač samo en od simptomov te bolezni. Je pač to, da se težko podredimo pravilom, v cerkvi imamo še to težavo, kaj nam bo pa zdaj ta inštitucija tisočletna tle zdaj govorila, mi smo sodobni ljudje in tako. In pol pride do tega, pa to zdaj sploh ni samo naša generacija, to je 2 generacije nazaj, zborovodje si prišel v cerkev, pa slišal namesto slave, si slišal neko besedilo, ki se začelo slava Bogu na višavah, pa je bilo pa ustavi poljubno, ali pa ne vem, tretja kitica neke skladbe, ki se slučajno pojavila beseda slava noter, pa je bila kar v redu, ne. Tako da to sploh ni zdaj neka nova stvar, se mi zdi, da je to se zdaj nalagali kar par generacij in pač ti potem kot mlad človek res niti ne veš, da to ni v redu, a ne, da to ni prav in da so to ene stalne določene stvari. Pa res tudi to, tudi če veš, da so, si pa na tem, kdo pa bo meni kaj zdaj govoril. In potem prideš pač seveda tudi do tega, da smo zdaj mi tam na nastopu. Jaz mislim, da ni zdaj to koncert, hkrati moramo vedeti, da pa tudi ni vse v redu, no, tako. Se mi zdi, da pol eni rečejo, saj ni to koncert, to pomeni zdaj pa kar vse dobro. Druga stvar je pa ta pretiran perfekcionizem, no, tle je treba pač razločevati te stvari. Zdaj, absolutno ni koncert, to pomeni, da, to se pogosto sploh pri porokah, to rata tako, ali pa, mislim, tudi zdaj že tudi pogrebi, no, pa krsti, pa vse te osebne, te bogoslužja, ki imajo neko to res osebno, zelo, zelo osebno, pomembno noto, se pač to zelo hitro zgodi. Mi da so z možem oba glasbenika, kar pomeni, da imamo tudi prijatelje glasbenike in imamo veliko porok glasbenikov. In to je potem včasih res si že tam malo na meji, a je to zdaj sploh še, čemu je zdaj to namenjen? A temu, da se pokaže, da imaš ti toliko prijateljev glasbenikov, ki ti lahko toliko dobro naredijo, Mašo, ali pač si res malo razmislil o samem namenu te maše, kar spet jaz ne mislim, seveda vsak glasbenik, ki ga boš prosil, profesionalen, bolj ko je dober, bolj ko je sposoben, bolj ko je izobražen, bo naredil dobro in s tem ni narobe, nič ni narobe s tem, da je pri maši glasba dobra, kvalitetna, na nivoju, profesionalna, ampak pač tle moraš vedeti, čemu služi, ker jaz tudi sama kot glasbenica na porokah, pol včasih dobiš take zahteve, želje, da si sem tako, to pa, a pa res mora biti, Gospod, usmili se. Ja, mora biti. No, ampak kaj pa če, a bi lahko tole zapeli za obhajilo in potem, mislim, saj za poroke imamo nek ta stalen nabor enih 10, ki jaz kar malo tako trznem, pa rečem, a bi še malo razmislili, kaj pa tale. Tako da tle res treba paziti, no, da to, da ni koncert, ne pomeni, da je kar vse dobro, ker to je pa druga stvar, ki pa jaz tudi zmeraj malo tako v sebi zavijem z očmi, da zdaj pa
sej za Boga, sej on nam bo vse odpustil, sej vse dobro, pa se nam pa ni treba truditi. Ne, to absolutno ni vse v redu, ni vse dobro. Ni pa pač tle treba te dve stvari ločiti. No. Ampak ja, hitro postanejo stvari koncert, sploh kadar imamo kakšne mogoče otroške zbore, ki so še tako hitro fleten, pa je samo važno, da so fleten, pa da je vse v redu. Tako, no, tle smo malo se razpustili v obe smeri, no. Se mi zdi to, da je kar hitro vse dobro, pa da vse odpustimo, drugič pa da smo tako res spet sebe in svoj ego postavili pred bogoslužje. No. Pač pozabljamo mogoče malo, zakaj smo tam. Mogoče, če smo lih omenili te otroške maše, če se mogoče malo ostamo pri mladinskih in otroških mašah, kakšno je pa tukaj potem vključevanje teh mladinskih skladb v bogoslužje? Zdaj, jaz sem spet začela z liturgičnim delom. V bistvu liturgija sploh nima teh dveh terminov, otroška pa mladinska maša. Ne? Pozna mašo z otroki, se pravi ima v bistvu tudi liturgične predpise, kjer so možne neke prilagoditve pri mašah z otroki, ampak to je kategorija, ki je zelo specifična. Gre za situacije čisto med veroučnim letom, kjer se veroučne skupine recimo uvajajo v razumevanje bogoslužja in obhajajo sveto mašo, ki lahko ima določene prilagoditve. Ni pa to recimo oblika, ki bi se lahko poslužili ob nedeljah pri družinski maši recimo. Ne. Tudi tam seveda lahko nekatere dele bogoslužja prilagodimo tudi otrokom, tudi duhovnik pridigo mogoče prilagodi delno otrokom, lahko otroci zapojejo kako pesem. Vse to je seveda možno, ampak čist forma maše je pa ta, da ravno zato enaka drugim, da otrok stopa v svet, ki mu bo pričati tudi kasneje. Ne. Najslabše za otroka bi bilo, da mu prilagajamo stvari na način, da bo potem moral spreminjati neke svoje perspektive. Ne. Se pravi, da ga res uvajamo v bogoslužje odraslih oziroma tega, kar bo obhajal kasneje. Še bolj pa je to očitno pri mladih. Ne. Mi dosti rečemo, imamo mladinsko mašo. Ne. Zdaj, pol jaz mlade vprašam, kaj pa je drugače pri tej mladinski maši. Ne. In rečejo, ja, najprej seveda pesmi, ne, se pravi, da so jim pesmi prilagojene, da so s kitaro in tako. Potem, da župnik kaj pove, da lahko oblikujejo prošnje in tako naprej. Ampak vsi ti vidiki pravzaprav imajo enako formo tudi pri drugih bogoslužjih, se pravi, tudi tam verniki sodelujejo s prošnjami. In tu pri mladih se mi zdi, da jih, to smo zadnjič tudi, mislim, dostikrat, ko govorim z mladimi, to zaznam, da imajo občutek, da se jih podcenjuje, ne, da jim je treba tu eno posebno hrano pripravljati, ne, ki še ni čisto odrasla, ampak mlad človek, pravimo, da je birma, vsaj vstopanje v odraslost, ne, to bi odrasel kristjan, ki je birma, ne, pa nas zdaj, ko so te dileme, kdaj je birma, se mi zdi, da je se bolj ključno vprašati, kaj mi razumemo kot odraslega kristjana ali pa nekoga, ki vstopa v odraslo dobo. Zdaj, če je to res nekdo, ki vstopa v odraslost, to pomeni, da tudi ne rabi več mlečne hrane, ampak rabi pravo hrano. In tu je recimo to razumevanje bogoslužja in zaupanje mladega človeka, da bo lahko vedno bolj stopal v globino obhajanja bogoslužja, je prav, da mu to zaupanje izkažemo. To pomeni tudi s pesmimi, ne? Se pravi, da mu damo pesmi, ki so lastne liturgiji cerkve, ne samo tiste, ki pač jih je on do zdaj zmožen. No? Se mi zdi, da ne vem, tu sem jaz tudi sama to doživljala, da smo v srednji šoli ali pa tudi kasneje, ne? V bistvu si bil na nivoju popevk in nič več. Nikoli mlad človek se ne sreča s koralom. Žal se ne sreča tudi več z ljudsko pesmijo ali pa jo razume samo kot, to je ta ne bodi ga treba, ko mamke počasi pojejo v cerkvi. Ne. Tudi mogoče še najbolj s tem segmentom zborovskega petja ali pa recimo zdaj ta vidik, ki je zelo poudarjen pri nas, te slavilne pesmi. Ne. In vsi ti vidiki so dobri, mogoče tudi za neke druge situacije. Za samo bogoslužje je pa tudi treba narediti en izbor, no, in je treba biti malo pozoren, kaj je primerno, kaj ni, oziroma kaj tudi služi temu, o čemer smo se pogovarjali, da je res peta liturgija. In tu je mlade treba vzgajati. Ne vem, jaz imam to izkušnjo, pa najbrž tudi vidve, da smo bili kar vrženi v situacijo, ne? Ko smo malo klavir znali igrati, pa malo pet, pa so kar rekli na župniji, zdaj boš pa začela voditi otroški zbor ali pa ne vem, nekaj. Ne? In nisi imel nobene liturgične formacije, tudi ne glasbene zadostne izobrazbe, pa si kar bil v bistvu vržen v delo. Se mi zdi, da v cerkvi dostikrat tako delamo in potem lahko vsak dela vse, tudi pri verouku. Ne? Ti si mamica, ti lahko učiš verouk.
Ker smo sami veseli, da nekdo nekaj dela. Ja, ampak Ker danes žal je tako, no, da Ja. pač moramo biti veseli ljudi, ki so vseeno vsaj pripravljeni, pa reči hvala Bogu, vsaj še kdo ali pa vsaj še koga smo uspeli prepričati. A ne. Ampak mislim, da dobro, to ja, boljš kot nič, ampak moramo se pa začeti pogovarjati, kaj bomo naredili, da bomo zdaj iz te točke šli nekam naprej. Ne. In to podcenjevanje mladih se mi tlele. Podcenjevanje hkrati pa točno to, da od njih pričakujemo stvari, na katerih nismo pripravili, za katere mogoče ne da niso zreli, samo ja, nismo jih usmerjali pravilno. Je težko tudi njim. Mislim, jaz sem tudi bila ena teh pri 17 izvoli in si res izgubljen. No. Mislim, to je bilo, moram reči, da sem zelo veliko tudi enih osebnih kriz potem tam predelala takih, ker sem v resnici zelo hvaležna, sem imela tudi toliko podporno okolje in družino in vse, ampak so bile v resnici tudi ene velike stiske, kakor se jih jaz spomnim iz tistega obdobja. No. Druga stvar pa, ja, absolutno pa ta podcenjevanja, no, da kaj otrok oziroma mladostnik zmore, tega na splošno se mi zdi toliko veliko, ampak otroci že zelo majhni, zelo veliko zmorejo. To ne rabijo prilagajanja v takem smislu. Mislim, treba je ločiti prilagajanje, treba je ločiti pa, ne vem, poneumljanje, obstaja še kakšen tako malo lepši izraz mogoče, ampak to poenostavljanje, no, nekaj prilagajanje pa mogoče poenostavljanje za brez veze po eni strani, ne. Jaz se sebe spomnim, da kot mladostnica absolutno mi ni bilo samo za popevke, oziroma tudi, ko mi je bilo to zelo kratek čas, zelo hitro sem želela to razširiti, me je zanimalo vse še tudi druga glasbena področja in tako, da sem prišla do točke, ko me v resnici zdaj zelo pogosto, sploh pri bogoslužju, dejansko ta slavilna popevkarska glasba moti. Mislim, mene osebno pač to moti. Mogoče tudi zaradi mojega poklica imam v resnici najrajši tihe maše včasih, da noben ne poje. Ampak tudi to tišino smo tako izrinali potem z vsem tem, ker ima tudi svoj namen. Tako da, ampak ja, no, ne tukaj misliti, jaz sem prepričana, da je zelo malo mladih, ki bojo šli iz cerkve, zato ker bojo kdaj slišali gregorijanski koral ali pa ker bojo zapeli eno ljudsko vsako mašo. Mi smo za te ljudske tudi imeli zelo lep izraz, ko smo bili v srednji šoli, imenovali smo jih staromamske. Zdaj bomo pa še eno iz staromamske pesmarice. Ampak smo jo. Vsako mašo smo eno iz te staromamske pesmarice zapeli, a ne? Ker je bilo tako pravilo. Mislim, tak dogovor, pa niti ne, nam ni noben tega rekel, ampak nekako smo se pogovarjali med sabo, pa s kakšnimi starejšimi in drugimi, da je pač tudi to prav, da je to del naše dediščine in v resnici, ne. Največji hec je pa v tem, da na koncu vsi najbolj uživamo. Mi smo tudi najbolj bili veseli kot mladinski srednješolski študentski zbor, ko smo šli za veliko noč skupaj s odraslim zborom in smo peli Jezus premagavec groba. To je bilo pač, to je bil žur, res največji, a ne, in na koncu je to toliko bolj v nas, kot nek, mogoče zdaj ta vpliv teh slavilnih, popularnejših žanrov, a ne. To je toliko bolj naše, kot kaj drugega, da v resnici, ne. Tudi recimo moji fantje na gimnaziji, pa sploh ne učim na katoliški gimnaziji, ampak pač v zbor seveda pridejo zelo pogosto, večinoma bolj iz teh krščanskih krogov, ker so veliko bolj izpostavljeni glasbi, hvala Bogu, a ne. No, ampak to na avtobusu na koncu tekmovanja Oljsko goro. In to fantje od 15 do 19 let in to je cel žur. A ne, tudi čisto posvetne ljudske pesmi, ki mislimo, da bojo mladi vihali nos, pa ne, niti slučajno ne bojo. Ne bojo. Mogoče kakšen tak malo bolj glasen, ki bo hotel biti malo frajer, pa rečeš, ja, ti zdaj pa bo zdaj malo car, 2 minutki, pa se bo tam neki, a ne, šopiral, pa tako, ampak po večini to ni res, to nas ne sme zaslepiti, no, da je to kar neko splošno prepričanje, ker ni, no. In tudi gregorijanski koral je zdaj že taka eksotika, da v resnici tudi mladim je to všeč. Pri nas mladinski zbor, potem od takrat, ko sem ga jaz prevzela, sem jim tudi malo sploh v času adventa pa posta, ko so malo taki umirjeni deli leta, sem malo poturila kakšen tak napev in tako. In od takrat to oni še vedno pojejo zdaj, ko je zdavni nimam več, pa ima tudi zdaj ena deklica 16-letna, ne 17.
oni še vedno pojejo korale. In tako njim je to noro, a ne? Pa zanimivo, pa nekaj posebnega. In polka fantje, ki se že začnejo glih mutirati, pa lahko tiste en bordun držijo. To je najboljše, ne? Tako da, dajmo si mogoče upati tukaj, ne tako poenostavljati, ker tle je vprašanje, zdaj poenostavljamo za njih ali zase. A ne? Ker v resnici delati z mladimi danes je izredno težko. Zelo lahko v primerjavi s delanjem v vrtcu, mislim, s predšolskimi je v resnici lažje delati, pa z neko tam osnovno šolo. Tisti prehod med otroki pa mladimi, tisti je pa neka siva cona, ki se jih pa tako malo se izogibamo in pa zdaj se res sprašujem, komu zdaj mi poenostavljamo, ali sebi ali njim, a ne? Ker najlažje je za nas, seveda dajmo nekaj zabavanega, hitro poiščeš tiste 3 popevke, kitara, čau, je veliko lažje, kot enemu mladostniku zdaj razložiti, pa pokazati, predvsem pokazati, se razlagati nima v tem času veliko smisla, ampak pokazati, kje ima pa zdaj tle liturgično besedilo svoje mesto, kakšno besedilo iščemo za to in to, od kje izhaja ta napev, odkot imamo ta in ta, to in to melodijo in tako da. Ja. Tudi občestvo, mislim, se pravi, skupnost vernikov zelo podcenjujemo. Se mi zdi, da to je tako zelo tipično v cerkvi, da ne, ta raja pa tega ne bo zmogla, ne bo razumela. Temu se je res treba izogibati. Ne, in to se tudi voditelj župnije. Jaz to kar pogosto se mi zdi, da je to težava lahko, no? Da se podcenjuje občestvo, ki ne bo razumelo. Ne? Ja, da se podcenjuje, pa hkrati se pa po mojem tudi danes res vsi bojimo tega odhajanja iz cerkve in tako in iščemo vzroke za to tle na popolnoma napačnih mestih. Jaz mislim, da ga ni kristjana, ki bo zapustil cerkev zaradi glasbe, ki mu ne bo všeč. Ker en navaden nedeljnik je 1 uro na teden pri maši, 23 ur v istem dnevu in še 24 vseh ostalih si lahko predvaja karkoli on želi in zaradi tiste 1 ure ne bo nihče zapustil cerkve. Jaz mislim, da je celo večja nevarnost ravno to, da če že zapuščajo cerkev, jo zapuščajo zato, ker hočemo narediti stvari všečne. Ne, in potem to enkrat tako eno anekdoto slišala. Ne. Zakaj bi mlad človek, ki lahko, ne vem, na koncertu ali pa v disku ali pa ne vem kje, sliši 5-krat boljšo izvedbo, kot je tam ena izvedba enega benda, ne, v cerkvi na pol za nič opremo, z sravim zvočenjem, za nič pevci. Zakaj bi šel v cerkev to poslušati, ne, če lahko to na koncertu sliši? Ali pa na YouTubu, ali pa na vsaki platformi na slušalkah danes. Po drugi strani pa, če pa res pogledaš katerikoli film, ne vem, ki povezuje z liturgičnim prostorom, boš pa vedno slišal orgle ali pa koralno petje. Ne. Se pravi, tudi, ne vem, filmmakerji, kdorkoli poveže s tema 2 vidikoma bogoslužje pa petje. Ne. In ne vem, meni res prav srce me boli, ne vem, pred časom se mi je zgodilo, da smo na zavodu pomagali grko-katolikom eno notna gradiva pač v slovenščino prilagajati, pa to in so tako vsi govorili potem to grško-katoliško bogoslužje, ne, pa pravoslavni tudi, pa to je res, oni so ohranili mistiko, ne. Mene je srce bolelo, ker sem rekla, mi smo ohranili mistiko. Mislim, mi imamo mistiko v gregorijanskem koralu, ampak smo ga na koncertne odre postavili. Ne? V cerkvi je pa zgubil mesto in tu jaz sem prepričana, da se tu stvari morajo vrniti. Kot praviš, mlade to zelo zagrabi. No? Imam to izkušnjo, da so navdušeni. Tudi pozabljamo, praviš, po eni strani je res eksotika za nas danes, po drugi strani so pa ti preprosti koralni napevi za ljudstvo pripravljeni. Ne? Mi imamo take probleme, stalne mašne speve s primernim besedilom, pa da ne bo predolgo, pa ja, pa slava je ful dolga, ima 3-4 kitice, ne? Bi malo skrajšali. Ja, če boš ti pel koralno slavo, bo v 2 minutah končana. Ne? Se pravi, je čisto zazipana, ampak pove pa bistveno. In to je fora koralnih napevov. Imajo drugačen ritem in melodijo podredijo tekstu. Ne? Za razliko od naše glasbe danes, kjer moraš ti stlačiti neka besedila noter v en določen ritem, in moraš potem besedilo prilagajati. Ne? Liturgična glasba mora iti vedno v obratni smeri. Se pravi, prilagajaš melodijo in jo podrediš besedilo, ki je pač Božja beseda največkrat. Ne? Se pravi, kaj bi pa potem mogoče svetovale ali pa kakšen nasvet za vse tiste zborovodje, ki pa imajo mogoče težave vključevati takšno zvrst glasbe v bogoslužje, kaj lahko, v bistvu, kako jim lahko pomagamo? Jaz bi rekla tukaj, izobražujte sebe najprej. Najprej moraš ti delati na sebi, ker če ti nimaš od nikjer zavzeti, da boš dal, a ne. In tukaj ni nekih instant receptov. Jaz mislim, da tukaj le ni tako, da boš zdaj pa
šel ti na en kurs, en vikend tečaj nekam in ti bo nekdo povedal, boš zapel 5 koralov, nekdo ti bo povedal, ali pa tistih par ljudskih o tem delu maše, se lahko poje, dvopiče in potem si boš naredil zapiske ali ne, naštel pesmi in potem boš pač to recikliral vsako nedeljo. Ne, to so stvari, ki jih moraš ti toliko ponotranjiti, ki jih moraš ti živeti, ker drugače lažeš ljudem. Mislim, to mora tako izhajati iz tebe. Ti lahko dobro delaš samo takrat, ko gre to iskreno iz tebe, ko je to del tebe, ne takrat, ko si se ti nekaj naučil. In to deluje pri čisto vseh pedagoških procesih. Jaz, ko delam v šoli, vidim, da se grejo ljudje zelo radi na neke tečaje pa izobraževanje in potem to veselo in ponosno prenese v razred, ampak pri otrocih, ki so tako najbolj iskreno odzivni na te stvari, to nikoli ne deluje, zato ker je lažno, ker otrok takoj začuti, da nekaj ne izhaja res iskreno iz tega človeka. In tukaj jaz mislim, da vlaganje v kader, ampak ne, da oni veliko vejo, ampak da oni delajo na sebi in potem to živijo in kažejo, je to. Ker sploh pri mladih je edina stvar, ki jih prepriča, je pač si ti in ta tvoja predanost njim. To jaz sem prepričana, ker ko sem se začela s tem ukvarjati, nisem imela pojma. Jaz sem bila strokovno v minusu, niti ne na ničli. Jaz nisem igrala klavirja do pred 5 leti. Jaz sem imela prvo formalno uro klavirja na Akademiji za glasbo, na katero sem šla potem, ko sem že en študij končala. Do takrat jaz nisem imela strokovne glasbene izobrazbe nobene. Vodila sem že zbore, začela sem delati tudi na gimnaziji s srednješolci, s pevskim zborom. In 2 leti je bilo grozen, jaz nisem res imela pojma, ampak pa sem slišala, da se govori po šoli, ja, ampak nje je pa res mar za nas, ona živi za nas. In to je to, mislim, ko boš ti živel stvari, ki jih boš učil, takrat jih boš zares učil. Prej jih pač sam ponavljaš za nekom drugim. Ne? To nikoli noben ne bo kupil tega. Pa to, če boš jih živel, potem boš v bistvu sam čutil to željo, vedeti še več. Ne? Mene je ful presenetilo, pred 2 letoma smo delali med 500 glasbeniki eno anketo, med cerkvenimi glasbeniki, ne? Ali si želijo še več izobraževanja. Ne? In me je presenetilo, ker je več kot pol reklo, ne, jaz vem dovolj. Ne? Se pravi, hvala Bogu, bila anonimna. Ne, jaz znam dovolj, jaz ne rabim dodatnega izobraževanja. Jaz sem naredil orglarsko šolo pred 20 leti in tam so mi povedali, katere pesmi lahko pojem in to je dovolj. Mislim, ljubi Bog, če ti delaš na enem področju, ki ga imaš rad, nikoli. Mislim, se mi zdi prva faza je to, da veš, da nič ne veš. Ne? Se mi zdi, da je dobro od tod izhajati in da nikoli ne bo dovolj. Je res, da je tu treba zelo biti pozorni. Jaz tudi vidim, ko imamo kakšno izobraževanje in potem ljudem se na čisto novi svetovi odprejo. Potem je zelo nevarno, da reče, jaz ne znam dovolj, jaz ne bom več delal na tem področju. Ne, mislim, tako kot si rekla, mi smo začeli iz minusa, ne? Pa tu je tudi mogoče božja previdnost. Ni fajn, da duhovniki postavijo neke mlade v eno funkcijo, ki niso kos. Po drugi strani pa tako potem dobiš nekoga, ki je res živi za to in se začne izobraževati. Mogoče je tu tudi en vidik, ampak po drugi strani je tu, ne vem, če bodo duhovniki to oddajo gledali, da se jih res tudi nagovori, naj omogočijo svojim mladim, tudi če se bodo potem poročile, ne vem, dekleta v drugo župnijo ali pa fanti odišli kam drugam, bojo pa služili cerkvi na Slovenskem. Če bodo izobraženi, ne? Dajte jih pisati na orglarske šole, na tečaje, prijavljajte jih, ker zdaj imamo že kar nekaj izbire. In da se tu res to omogoči mladim, ker je to naložba, no? Kakorkoli gledaš. Pa predvsem to, no? Da glasbeniki sami res vidijo, da je treba rasti, ampak kot praviš, tudi ti, se mi zdi zelo dober poudarek. Najprej en tak je tudi osebni, tudi duhovni rasti, ne? Se pravi, če je nekdo pristen kristjan in ima potem po naravni poti željo se tudi strokovno izobraževati in tudi želi to darovati svojim pač sovernikom in pač vsem Bogu. No? Tako da, to gre malo z roko v roki. No? Se mi zdi, da tudi ta vidiki, ki so nam slavilna glasba, nam je bila mogoče nekoč všeč, tudi to je ena duhovna rast, da je treba mlade sprejemati v tej njihovi pristnosti v tem trenutku, ampak jim pa tudi pokazati, kaj še obstaja v cerkvi. No? Se mi zdi, da bi bilo najslabše, da se v bistvu da se ne da tega, kar je zaklad cerkve. No? Te mnoge zvrsti glasbe, jaz tu najbolj ravno za koral navijam, da se da to na razpolago, pa da mogoče ta vidik še tudi upoštevamo, da smo v cerkvi, hodimo skupaj, zato poudarjajo vsi to sinodo. Ne? Smo stari, smo mladi, ampak ne vem, če ste kdaj opazili, jaz bi se prav malo smejem, včasih, ko reče, kdo imamo, ne vem, na kakšni zelo aktivni župniji.
imajo 3-4 maše in ena je zborovska, ena je ljudska, ena je mladinska, ena je otroška, ena ne vem, kakšne še. No. V glavnem, največkrat jih kategoriziramo po glasbenih slogih. Ne. In potem ti lahko izbereš, tako kot greš na meni. Aha, danes mi pa koncert bom zbral, ja, tako izbereš tako je, mašo. Mislim, nedeljsko občestvo, nedeljska Evharistija je srečanje skupnosti, vseh. Tako. In tu tudi se lahko glasbeno gledano je lahko tudi nevarnost, da potem pač nastane en golaž vseh glasbenih slogov. Ne. Ampak, kar je tudi naporno, je pa spet res, da če nam je podstat, se pravi, če nam je temelj spoštovati liturgijo, to, kar smo prej rekli, podrediti se liturgiji, bolj je v bistvu glasbeni slog zelo drugotne narave. Čeprav jaz pri sebi ravno to opažam, da mi je vedno bliže res čisti koral. Ne. Se pravi, tudi preneseš kako ljudsko, tako si rekla, meni tudi slavilne, malo kocine dvignejo, no, ne iz navdušenja. Ampak hodimo skupaj, no, se mi zdi, da je tu treba biti malo tudi potrpežljiv, da še bo nekdo prišel do ene stopnje, ko mu bo kaj drugega všeč. Ne. Se mi zdi edino mogoče ta težava, da imamo pa zares generacije, tak, ne vem, moja tam 40-letniki ali pa 50, 40, 30-letniki, ki pa res niso nič drugega dobri, kot mogoče, če je kdo pel zborovsko, pa te staromamske, pač, ker jih je bilo treba peti, pa popevke. Ki meni je ful hecno, ko ne vem, en 50-letnik poje aleluja, aleluja, ne, promaši. Pa ja, se če je maša z otroki, okej, pa zapoj kako pesem, ki bo tudi njim blizu, samo a nismo zreli za kako drugo hrano tudi, no. To se mi zdi, da tako ena rast v veri, tudi z glasbenega vidika, gotovo pa to hodijo stvari z roko v roki, no. Se mi zdi, da mi smo v Cerkvi na Slovenskem tudi malo capljamo odzadaj, kar se tiče čiste ene te možnosti kateheze za odrasle, ne, se pravi, da dajemo duhovno hrano ljudje. Se mi zdi, zadnja leta res je velika želja, da bi se izobraževali, tudi na teh glasbenih izobraževanjih to vidim, tako duhovno poglabljali stvari, pa jim ne damo. Meni se tukaj zdi, da ima glasba v resnici tudi za to duhovno življenje en ogromen potencial, ki ga ne izkoristimo. Jemljemo glasbo kot nekaj, kar mora biti, kar paše zraven, kar ne moramo nekako zrihtati, se naučiti dodati karkoli, ne pa kot eno sredstvo. Jaz zase velikokrat rečem in zelo z veseljem rečem, jaz sem prepričana, da jaz ne bi ostala kristjanka, če ne bi se srečala z glasbo. Ne bi. Enostavno nobena beseda, noben človek, noben župnik, noben duhovnik, ki sem ga spoznala v življenju, me ne bi mogel z besedami, zgledom, s čimerkoli tako prepričati, da je tukaj obstaja nekaj presežnega. In še vedno, zdaj, seveda imam še vedno krize, ko se jaz tudi težko prepričam, da Bog obstaja in to pride, gre, kot v vsakem odnosu, saj vera je odnos in tako, ko odnos ni linearno. In če ne bi bilo tukaj glasbe, jaz sem prepričana, da ne bi ostala kristjanka. Zaradi tega, ker glasba je eno sredstvo, ki človeka nagovarja tako celostno, kot ga nobena druga stvar ne. Glasba nagovarja naše telo na popolnoma fizičnem smislu, glasba nagovarja našo dušo in čustveni svet in glasba nagovarja naš In tukaj to je v bistvu, to je pa Bog, tukaj imamo isto sveto trojico, ki gre popolnoma enako. Telo, to je Jezus, ki je postal Bog človek. Duša in naša čustva, to je Bog, Oče in njegova ljubezen in Sveti Duh, ki nagovarja naš razum. In glasba gre popolnoma enako. Njen ritem nagovarja naše telo. Nekako si ne predstavljamo ritma brez telesa. Ritem ni v glavi, ritem je v celem našem telesu. Melodija, ki rečemo, ta je pa res lepa, ali pa to pa, ne. Določene melodije nas vedno spomnijo na nek čustveni svet. Recimo, če pogledate čisto teoretično, vse velikonočne pesmi se začnejo s čisto kvarto navzgor. Čisto vse, ker to pač sporoča ta pompozni, vesel, tako kot naša himna Zdravljica, se tudi vse velikonočne pesmi začnejo s čisto kvarto, skoraj vse. Jaz sem eno leto prav šla čez cel Slavimo Gospoda in poiskala, mislim, da je ena ali pa dve, ki se ne. Ker pač ta interval sproža neka čustva. In potem je pa tukaj še harmonija, ki je pa v svoji kompleksnosti, stilnosti, lastna pač našemu razumu. In jaz še nisem našla druge stvari, ki bi tako zelo celostno nagovorila človeka. In tukaj pač ima seveda glasba tudi kot en duhovno sredstvo, en velik potencial. In ko se bomo tega zavedali, da to ni samo nek
background muzika, ali pa nekaj tako malo za zraven, pa za zafilati tisto malo okrt tišino, kdaj je pa tako, ne. Ker se bomo mi tega zavedali, po mojem bo tudi duhovno zraslo naše občestvo. Tako. Okay. Ja, jaz sem prepričana, da ste nagovorili kar zelo dali ideje našim gledalcem, jih nagovorili. Je pa definitivno, ja, da se je potrebno izobraževati, tako kot na vsakem drugem področju, tudi na glasbenem področju v cerkvi. Tako da najlepša hvala, ker ste bili danes gostje v naši oddaji. Zelo veseli smo, da ste se odzvali in hvala lepa za vse ideje. Vam, dragi gledalci, pa upam, da ste odnesli kaj novega, da ste se kaj novega naučili, da ste mogoče dobili kakšno misel, ki jo boste danes predelovali v glavi. Tako da, če vam je bila oddaja všeč, nas všečkajte, podprete nas pa tudi lahko tako, da link od te oddaje oziroma katere druge oddaje delite na svojih socialnih omrežjih. Hvala za gledanje in se vidimo v naslednji oddaji Reflektor.